Živijo, lep pozdrav in dobrodošli, čisto vsi in vsak posebej. Moje ime je David Zupančič, kot vedno sem z vami v podcastu Umetnost lenarjenja in danes imam enega prav posebnega gosta. Ko sem jaz pričel z nekako idejo, ko sem dobil idejo, da bi odprl tale podcast, začel snemati neko zadevo, ki se imenuje Umetnost lenarjenja, in ko sem nekako označil generalno smer, kamor bi rad, da to gre, se pravi nekako pogovori o anksioznosti, stresu, vseh metodah v boju proti temu in seveda na široko malo bolj o stvarih, ki nam pomagajo živeti, uživati in tudi konec koncev lenariti, se odklopiti. Vse te nekako generalne teme dobrega počutja je prvi gost, na katerega sem pomislil, čist prvi, da bi ga res nujno imel, je bil Borut Škodlar. Seveda je bil profesor Škodlar tudi takoj za, kar sem zelo vesel, sva se pa mogla uskladiti, tako da je trajalo malo dlje, namreč on je zelo zaposlen človek, ni le zdravnik in specialist psihiatrije, ampak je obenem tudi profesor na medicinski fakulteti v Ljubljani in vodja Centra za mentalno zdravje in enote za psihoterapijo Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani. Jaz sem z profesor Škodlarjem sodeloval že v preteklosti na medicinski fakulteti, ko sva skupaj vodila tečaje čuječnosti in moram reči, da je to en zdravnik in človek, ki ga zelo spoštujem, in tudi ta pogovor, ki ga boste zdaj poslušali, je, tako kot sem pričakoval, v bistvu bil izjemno lep in zelo globok, in kot sem napisal že v opisu epizode na koncu, ko sem šel iz pisarne od profesor Škodlarja, se mi je zdelo, da sem v bistvu imel neke vrste psihoterapijo. On ima tudi v pisarni tisti kavč dejansko, malo bolj moderno, no, ampak takole kot v filmih. Snemala sva pač v pisarni, tako da bi sam rad rekel, ni čist studijska kvaliteta posnetka. Upam, da to nobenega ne zmoti. Kakorkoli že. Jaz nisem eden tistih, ki pravijo, vse je za kaj dobro, to se mi zdi tak malo neumen pregovor, ampak recimo, da v COVID času tisti, ki nismo cinični, vse najdemo tudi nekaj svetlih točk, in ena od njih je zagotovo serija objav, ki jih je naredila RTV Slovenija skupaj z profesor Borutom Škodlarjem na temo samoumiritev. Ker to se mi zdi, da sploh v teh časih negotovosti, jeze in strahu, ki so bili COVID časi, pa zdaj morda ta čas vojne v Ukrajini, je res pomembno, da se človek zna tudi nekako vrniti v to svoje, bom rekel, neke temelje, neko jedro, kjer je mir, kjer je tišina, in to so tehnike, ki jih lahko vsak nekako se priuči, zna in tudi s pridom uporablja. Knjiga z istim naslovom, se pravi Samoumiritev, je izšla pred kratkim in povzema te epizode, v bistvu gre za kratka poglavja, vsaka nudi najprej nek uvid, neko digresijo, potem pa tudi preprosto vajo, ki jo lahko poskusite, in jaz sem to knjigo zelo iz srca priporočam, na voljo je za naročilo na spletu. Tudi mogoče, ko boste poslušali najin pogovor, več stvari iz te knjige sva omenila in boste morda lahko ocenili, če je to neka stvar, ki vas zanima in ki bi jo radi prebrali. To je to, kar je zaenkrat za uvod. Jaz vam bom zdaj predvajal najin pogovor z velikim veseljem in upam, da se vas dotakne vsaj toliko, kot se je dotaknil tudi mene. V redu, torej, profesor Škodlar, res še enkrat najlepša hvala. Jaz sem zelo vesel, da ne rečem ponosen, da imam tega gosta za en projekt, ki se v bistvu ukvarja s temi stvarmi. Nekako ta moj podcast se malo razširil, sploh september je bil malo bolj resen mesec, imel sem eno objavo o otroškem raku, eno objavo sem imel tudi strokovnjaki iz Inštituta za kriminologijo, ampak nekako v osnovi sem želel ponuditi ta kanal kot nek možnost, da se obravnava vprašanja stresa, anksioznosti, samoumiritve, tako da kot profesor psihiatrije in tudi avtor knjige Samoumiritev se mi zdi, da bi težko boljšega gosta sploh našel. Tako da res hvala in dobrodošli. Hvala za povabilo, z veseljem. Ne vem, zdaj bi vas mogoče za iztočnico kar vprašal. Jaz sem takrat, ko sem obiskoval študij psihiatrije, imamo to v 4. letniku, smo imeli takrat, ne vem, če je še. Takrat mi je bilo kar naporno v resnici, pa v bistvu ne samo zaradi tega študija, sam so upadali z enim težkim obdobjem v življenju in motnjami spanja. In sem tudi razmišljal, kako mora biti naporno nekako se s tem ukvarjati vsak dan, oziroma ali je to, da znaš te tehnike in da se ukvarjaš s samoumiritvijo, ali je to job requirement za psihiatra?
To je dobro vprašanje. Jaz bi rekel, vsaj en dober pripomoček zagotovo za vsakega, ki se s psihičnim bolj ukvarja, zato ker rabiš kot psihiater pravzaprav ta notranji prostor odpreti, v katerem se poleg tega nekega znanja, informacij, ki jih imaš, da lahko tudi začutiš človeka, s katerim se pogovarjaš, da se lahko konec koncev vse od diagnostike do terapije tudi bolj nekako kvalitetno odvije. Skratka, rabiš to, da si nekako stabilen in da imaš možnost začutiti, kaj je s tem človekom, kaj k tebi prišel. In ja, v ta namen, vsaj meni, zelo pomaga, da lahko izpraznjujem in lahko nekako držim ta prostor nekako odprt, pa nekako neprezaseden s kakšnimi drugimi vsebinami. Tako da v tem smislu, vsaj zase lahko rečem, da mi je zelo dobrodošlo in si težko predstavljam pravzaprav, kako bi brez tega. Ja, en znanec, ki je specializiral psihiatrijo, mi je rekel, da v bistvu je zelo naporno tudi to, recimo, če gledava čisto somatsko medicino, če gledava neko kirurgijo, kjer ena slaba stvar raste in jo odstranimo in jutri je ni več. Da je lahko zelo naporno obdelava teh težkih psihičnih motenj in depresij, ki se ponavljajo, ki človek ne bo jutri že boljši, ki je to nek proces, lahko se vrne v prejšnjo fazo, lahko spre do poslabšanja, da ga je to tudi demotiviralo kdaj in je mogoče to prijeti tudi v svoje delo. Ja. To so stvari, ki jih rabiš sprejeti na tej poti ali pa se na njih navaditi, uglasiti z njimi, da je zdaj na tako herojsko delo, ko boš ti prišel in se z nekom pogovoril in on bo zdravljen odšel z tvoje ordinacije oziroma od oddelka, da to pač v nekaj primerih nekaj podobnega drži, pri marsikomu pa ne. Saj, tako kot sicer v življenju poznamo, se stvari znajo ponoviti in se neki vzorci v nas ponavljajo, tako da velikrat pridejo ljudje nazaj, se jim poslabša stanje in tako. Ampak če to vzameš tudi kot pač del življenja in kot ponovno iztočenco, da se nekaj premakne, zažene, na novo pogleda, lahko postane, tako v psihoterapiji tudi poskušamo videti, tako da če je neko poslabšanje, če je nek recidiv, če je nek relaps, da se to vzame kot izhodišče in ne nujno slabo stvar. Ne nujno slabo, ali pa če se že zgodi, da se seveda pogleda na novo in da se lahko še človek iz tega nekaj nauči in upamo močnejši izide in si nekako tudi nauči, kako se, ker s ponovitev se tudi naučimo, kako preprečevati te ponovitve, če se ne ponavlja, se ne bi mogli. Tako da so tudi neke strategije pa orodja, ki jih lahko dodatno se človek z njimi opremi. Tako da, treba je videti tudi te druge vidike. Meni je v bistvu bilo to, ko sem začel potem ukvarjati s čuječnostjo, takrat v tem 4. letniku, mi je bilo zelo nekako tudi pomirujoče vedeti, da če jaz zdaj 2 meseca redno meditiram in delam vaje, pa se bolj počutim, da če se čez 1 mesec počutim slabš, da to ni patološko, da to nisem jaz naredil nekaj narobe, da to nekako, da bojo težki dnevi, težke noči prisotni pač v življenju. Ne? In se mi zdi, če greš z napačnimi pričakovanji, tudi v te vaje, ki sem bral v vaši knjigi Samoumiritev, in je večkrat poudarjen, da ne skakati skozi iz ene na drugo, ne je narediti samo enkrat, da pač poskusiš nekako dati čas vaji. To kot, če boš enkrat v življenju igral tenis, pač ne boš rado dober, a ne? Če ga boš igral enkrat 7 ur, boš cel dan vzel, boš manj dober, kot če boš igral pol ure, 3 mesece na dan. In se mi zdi, da to, mogoče, prej sem hotel eno tako vprašanje, a je kakšna vaja, ki je pa res taka, da se v bistvu lahko naučiš tako čisto na hitro, recimo, da lahko zdaj nekdo, ki poslušajo, čez 3 minute zna in jo naredi in bo najbolj pomagala, da je tako čisto akutna in preprosta. Jaz bi zagotovo, ta prvo, na katero pomislim, je vaja, da si pozoren na trebušno dihanje, ne? Ker je dihanje nekaj, kar imamo skozi ob sebi ali v sebi in prav
nobene situacije ni, ne položaja telesnega, v katerem ne bi lahko dihal oziroma bi lahko dihal. In ravno to, in trebuh je nekaj, kar trebušno dihanje je pač del dihanja in dvojno je dober je, ker začnem biti bolj pozoren na dihanje in zelo se lahko umirim, če se na to osredotočam. Tako da katerakoli situacija je dobra za to vajo. Pišete tudi v tej knjigi o vlogi telesa in to mi je zelo dobro, nekaj piše, da lahko delujemo od zgoraj navzdol, se pravi, lahko z mislimi pomirjamo telo in te občutke stresa in anksioznosti v prstem košu, ali pa obratno, kot ste zdaj rekel. Se pravi, to dihanje, ki ga mi spremljamo, točkasta pozornost, nas potem nazaj lahko pomiri. In to dih kot nekak sidro, ja, to pravijo v bistvu marsikdo, ki sem tudi bral te knjige, kot nekaj, ki imamo vedno na voljo pri sebi, na avtobusu, v gužvi, na izpitu, kjerkoli. Tako je, ena taka osrednja os je, ne, v bistvu doživljaš in dihaš, greš z roko v roki. Pa res je to, ja, ne, da po eni strani se imamo te kognitivne kapacitete, ene kontrole, usmerjanja in tako naprej, da probamo malo kontrolirati svoje doživljanje, ampak nujno rabimo tudi telesno bazo, da lahko da se pomirjamo. Ne, se rabimo iz misli tudi spustiti v telo, da se lahko pomirimo. Tako da gre res z obeh koncev in za eno so dobre neke dober fokus pa usmeritev, za drugo je pa stik s telesom pomemben, s telesnimi občutki, z dihanjem. Ta vaja z dihanjem trebušnim je tudi v bistvu ena od teh tipičnih bazičnih vaj čuječnosti. Takrat, ko sem jaz s tem ukvarjal 2 leti kasneje, ko sem se odločil, da bi to predstavil tudi študentom, se mi je zdaj zelo pomembno in zanimivo za njih in sem vas tudi povabil takrat kot mentorja, kar je bilo meni res odlično, da sva to naredila. In zdaj, če smo pri čuječnosti, je pa tukaj važno še ena stvar, ne? Ni samo pozornost, ampak je tudi važno, kakšna je pozornost. Ni katerakoli pozornost čuječa. Ja, ni katerakoli, seveda. Torej, pomemben je, da se zberem, ne zbranost, pozornost v tem smislu, da lahko usmerim na neko področje, katerega izberem, recimo trebuh pri trebušnem dihanju. Potem je pa zelo pomembno tudi, da to ni neka taka prestrašena, tista, ki takoj išče neke primerjave, neke sidrišča okrog. Skratka, ni to tista pozornost iz nevarnosti, zato da bom takoj odreagiral in da bom takoj ocenil, ampak je pozornost, ki je pomirjajoča, oziroma ki ravno skozi to, da jo gojim, da jo vztrajam pri njej, da se vračam na njo, pravzaprav postaja takšna opazujoča, če tako rečemo, nekaj orodje, da lahko razširim svoj pogled v notranjost, v notranje doživljanje in tako naprej. In se pravzaprav probam nekoliko razbremeniti in odmakniti od tega presojajočega iz nevarnosti, iz strahu, pozornosti. Torej je pozornost, ki je umirjanja, nepresojajoča, ki se vrača na isto področje, temo, ki jo izberem, da z njo posvetim lahko, da z njo odprem notranji pogled v notranjost svojega doživljanja. Ja, ne da bi tako označil, kot ste rekel, obsodil, ne vem, ta situacija je slaba, dobra, prijetna, neprijetna, ker se mi zdi, da to sem jaz takrat, ko sem res imel hude stiske in sem kdaj probal meditirati. Največ sem delal te vaje takrat, ko sem imel najtežje obdobje in potem, recimo pol leta kasneje, sem nekako šel na tedensko raven iz dnevne in se spomnim potem, ko sem spet imel en teden, ko sem zelo slabo spal, sem rekel, zdaj bom pa več meditiral in ko sem začel, me je ta vaja spomnila na tiste čase, ko sem pač jo najbolj potreboval in sem bil v hudi stiski. In mi je še nekako glavo šla misel, zdaj pa spet te vaje, spet to obdobje, spet to spanje, ne. Kako bi jaz raje, da se mi ni treba ukvarjati s tem, da sem normalen človek, ki lahko spi in se ne sekira, ne. In se mi zdi, da to je tudi ena stvar, ki sem pa na enem tečaju avtogenega treninga slišal, da ne moreš ti iti na nek turnir, spet če se vrnem na tenisa, prvič v življenju igrati. Da nekako v mirnih časih in ko se dobro počutiš in ko nimaš težav v resnici, nekih takih objektivnih,
da že vadiš. Ima to smisel, da pač nekako si pripraviš, da greš pol na ta turnir, recimo neko stresno obdobje, pol res pripravljen. Ja, to ima velik smisel. Zato, ker tako, kot sva rekla, vsak trening, a ne vsaka vadba je točno vadba v tem, da različne stvari vadim, da se mi, včasih mi gre nekaj malo bolj, včasih nekaj drugega, včasih eno prvino malo bolj, včasih drugo. In če imam natrenirano, sem potem bistveno bolj pripravljen za iti na turnir. Ne? In eno stanje tesnobe ali pa kjerkoli druga simptoma, druge težave je v bistvu turnir. In zdaj na njem pridejo slučajne in nepričakovane in nepredvidljive stvari. Pridejo nasprotniki, ki jih nisem pričakoval, pridejo neke situacije, ki jih nisem. Ampak če bom dobro natreniran, če sem prej šel čez toliko in toliko treningov, seveda bom na te bistveno boljš pripravljen, bom lahko turnir boljš odigral. Tako da tukaj je zelo pomembna prav to tudi poudarjamo na vseh ali tečajih, ali z ljudmi, ki delamo individualno, da ne vadijo sam takrat, kadar je simptom. Takrat bo težko nekaj na novo prijel. Ali pa takrat bom težko katerokoli veščino osvojil, ker sem pač preplavljen. Ampak vaditi moram v mirnih časih, dobro natrenirati, pa bo pa deloval tudi takrat, ko bom to najbolj rabil. Ja, tukaj je še ena stvar, ker sem jaz bral to vašo knjigo Samoumiritev. Tako luštno je, vsako poglavje tako kratko, samo tako par bistvenih informacij, vaja na koncu, da v bistvu lahko v pol ure prebereš 10-11 poglavij, vsaka ima svojo vajo in to te na nek način lahko malo zasuje v smislu, da bi rad probil ful veliko naenkrat. Veliko se jih povezuje med sabo, tudi na način dela, čuječnost, če sva rekla pozornost recimo do dihanja, potem do skodelice čaja, potem do hoje in tako. Ampak se mi zdi, da je treba nekako tudi, vse je super, da poskušaš, pa da najdeš potem eno, ki ti je konec koncev prijetna, ker meni so te vaje bile zelo prijetne, tudi zdaj so mi še vedno, pač imam svoje izbrane najljubše, in da se potem vračaš. In moram reči, sem pač priznati, da zdaj v zadnjem letu, ob vsem, kar sem delal, sem vadil manj kot prej. Čeprav sem prebral eno super misel, da v smislu meditiraj 20 minut na dan, razen če nimaš časa, v tem primeru meditiraj 1 uro, ker pač nekako, takrat, ko si v najhujših stiskah, tudi da dobiš misel, jaz nimam časa za to in ne morem tega delati. In se takrat dobro vprašati, če ni to ista tesnobna misel, zaradi katerih si sploh začel to delati pred 1 letom, recimo, ali pa pred 10 leti. Da te zdaj proba prepričati, pusti to, pa bo živčen. Ta način. Ja. To je res. In je dober pokazatelj, če nimam časa in nekaj tesnobnega, nelagodnega, nekaj me pesti, nekaj me preganja. In zato takrat je za biti pozoren, kako ustaviti. Zdaj, mogoče, če imam 10 stvari na kupu, mogoče tisti trenutek ne rabim se usesti, čeprav tudi celo to bi bilo lahko, pa mi malo prioriteto naredi, ena kratka meditacija me malo pomiri in bom prioriteto 10 stvari boljši izpeljal, kot če bom hitel in na glavo skočil vanje. Ampak vsekakor je pa to signal, da je fajn malo pogledati, zakaj imam 10 stvari in da to nekako na dolgi rok gotovo ne bo dobro. Ja, to je, se mi zdi, en problem tudi ljudi in moj specifično, da naprej gledam in jaz sem tudi človek, ki ima v bistvu zelo veliko energije, ki jo rad usmerjam v neke ustvarjalne zadeve. Ne paše mi toliko, ne vem, gledati televizije ali pa iti, ne vem, v hribe. Mislim, rad imam šport, ampak moj prosti čas je velikrat zaseden s tem, da bi nekaj napisal, nekaj posnel, nekaj naredil. Pa pač pridejo malo težji časi, recimo konkretno zdaj imamo doma pač moja 14-mesečna punčka mnogo slabše začela spati in to iznenada v 2 dneh. In sem imel točno to, kar ste rekel, pač zjutraj po tisti noči sem razmišljal, jaz imam tako težko glavo, imam pa poleg tega srečanja najnega danes še sem imel 3 druge stvari v 2 dneh, pa potem pač seveda ob službi, ob sobotnem dežurstvu, se pol za nazaj nekako kregaš, zakaj si to organiziral in se mi zdi, da najhuje, če se ti zdi, da je to vse naenkrat, čeprav nikoli ni, se ne more biti, pač ne morem dežurati in se pogovarjati z vami hkrati in tako, ampak če se ti kar naenkrat zdi, da imaš vse naenkrat, kako prekiniti ta anksiozen krog misli, brez da bi vzel neko močno tableto, recimo?
Ja, to je veliki izziv za samo naju, ampak za marsikoga, ker živimo v takih časih, da se nam stvari nalagajo. Recimo, jaz si tudi zorganiziram, zrežiram tako situacijo, ne zato, ker bi ne pazil na to, ampak zato, ker nekaj obljubam ob enem času, nekaj ob enem drugem. Ja. In nisem pozoren na to, da pride pa lahko do enega, potem pa po možnosti še 3 stvari se zgodijo, ki so čist nepredvidljive in izven moje. Tako. Skratka, in pride res lahko naenkrat preveč. Ne? In naenkrat toliko stvari, da komaj diham takrat vmes. Zdaj, takrat je težko, ker to je definicija stresa, stvari, ki me preplavljajo in za katere imam občutek, da jih ne obvladujem. Preveč jih je v danem trenutku za doživljanje mojih kapacitet. Meni pomaga, da izklapljam da se vrnem v svoj notranji prostor, notranje svetišče, če tako rečem. Skratka, da se recimo noči, ko me takale situacija lahko zbudi, ali pa ko se zbudim, mi ne da zaspati, da se samo vračam v svoj varen, z eno naklonjenostjo pa sočutja tudi do sebe prostor. Tako probam en notranji varen prostor in si rečem, karkoli bo, tole mi ostane. Tudi, mislim, če pa česa nam zmoga, če kaj ne bo šlo skozi, Bog pomagi, ampak tole pa lahko, najboljše, kar lahko tudi to, da si človek res racionalno takrat, ker ni racionalno, da preždim in prečujem noč, ampak to, da se probam naspati. Zdaj, če ne morem spati, da se vsaj ne sekiram in obtožujem in ne vem, še sekiram, da bom potem ne naspan naslednji dan, da grem v to. Zato varnost, sočutje, naklonjenost so neka občutja, ki jih mi v našem zahodni kulturi nismo toliko vajeni gojiti, ali pa tako smo nekako prepričani samoumevno, da bodo prišli, ko bo vsega konc, ko bomo vse naredili, pa ko bomo poštimali, pa bo pa prišlo neko v redu občutje. Ampak recimo vzhodne kulture, azijske in tako imajo veliko bolj to v zavesti, da je to že gojiti potreben, kar sprot. Zakaj ne bi enega sočutja ali pa naklonjenosti do sebe in drugih gojil, če gojimo pa jezo, pa zavist, pa druge pa kar redno. Tako, in tu, da greš v to in nekako mi uspe vsaj mirno preždeti noči, če ne nazaj zaspati. To je tudi, se mi zdi, tako močno sporočilo, ki je meni takrat bistveno spremenilo tudi ob tem obdobju nespečnosti. Seveda, kakorkoli sem vadil, žal ne obstaja neka vaja, da bi zaspal, spanc pride sam. Ampak da sem se odločil, da v bistvu, gotovo sem v resnici, da čez dan, ko imaš težko glavo in si neprespan in si utrujen, to ni tista glavna stvar, ki me je stresirala, da mi je šlo že na bruha nekdaj fizično, ampak me je stresirala, ko sem razmišljal o tem, kako sem utrujen, kako nisem spal in kako ne bom spal in kako je bo grozen po noč ležati po postelji. In ko sem si enkrat rekel, ko ležim v postelji, ni moja naloga zaspati, ampak je moja naloga biti miren, na to sem pa bistveno lažje vplival. Nisem mogel v sekundi si ugasniti luči v glavi in zaspati, ampak če sem ležal uro in pol, 2 uri in se nisem psihiral, nisem si potenciral teh misli groznih, sem si rekel, da sem zmagal. In s časoma, ko ugotoviš, da je tvoja naloga to, mi je bilo lažje, kot ste rekel, tudi če ne prespim noči, jo v bistvu preživim na tak sočuten način. In to je ful se zanavedati, se mi zdi, sočutje do sebe, to je tudi eno poglavje v knjigi, ki sem ga bral z veseljem in to primerjavo večkrat dam, kako smo do drugih prijazni, odprti in sočutni. Sebi smo pa izjemno strog sodnik in gledamo nase, kot bi nam moralo uspeti še malo več, ne bi smeli imeti tistega spodrslaja, vsi spijo, jaz pa ne. Na ta način sem tudi jaz razmišljal, kako so moji sošolci zjutraj prišli v službo, zadovoljni, srečni, naspani. Jaz pa pri 20 letih starosti potrebujem tableto, da zaspim, pa kaj bo z mano in tako ne. Kako bom jaz dežuril, sem si razmišljal. In v tem pogledu, da ni utrujenost glavna stvar, ki te pesti, sem pa tudi zdaj ugotovil, ker sem recimo v tem tednu izjemno utrujen zaradi tega, ker ne spi moja hčerka. Pa sem vmes pomislil, zakaj zdaj se jaz niti
pol, da ne rečem niti 10%, toliko ne stresiram, nisem toliko tesnoben, kot sem bil med faksom, pa sem bil recimo isto utrujen. A sem se zdaj tako dobro razvil s temi tehniki, pa to ne. A pa sem pa ugotovil, da je v bistvu čist pogled. Ne. Takrat sem jaz razmišljal, jaz sem slabo spal, sem anksiozna oseba, sem slaba oseba, ne znam se pomiriti. Zdaj imam pa neko drugo narativo v glavi in sicer pač moja hčerka me je po noči potrebovala, bil sem tam za njo, bil sem oči, ne. In to mi daje neko mir v telesu ustvariti. Tako da ful je važno, se mi zdi, kako gledaš na to, kar se ti zgodi. Ja. To je res ključno za premagovanje katerekoli in nespečnost, ki jo v zadnjem času ogromno ljudi srečuje kot problema. To nisem bil edini. Ja, ne. Že od nekdaj je to ena od težav, ki ljudi marsikoga marsikdaj pesti v obdobju covida in časa takih slabih novic, ki smo jim priča, zdaj je pa tega še toliko več. In ključno je res to, kako da reagiram na to. Tako tega se nekako, kot sva že rekla, se človek kar neke scenarije oziroma kar neke redoslede mislim avtomatične, če ne spim, bo to in to, kaj to pomeni, če ne morem in kaj to drugi pa lahko ali karkoli že. In potem v bistvu pa ne vidimo nekako, da je ta isti strah pa tesnova, ki nam ne da spati, nam tudi poganja te dodatne misli. In to razmišljanje je v bistvu del problema. Zato se moramo do vsega tega naravnati drugač. In drugač pa pomeni ne s strahom, pa ne s paniko, pa ne, ampak z ničim drugim. Ne vem, saj z občutkom, ok, je kot je. Nič ne morem, ampak je kot je. Če že ne morem, saj malo bolj nekako z eno naklonjenost, pa sočutim, da mogoče pa če imam 100 stvari, je pa to tudi ena, pa če imam, pa če hčerka ali karkila druga situacija, ki mi pač to zdaj tako je in to je ok. Nekako to je zdaj celo lahko pozitivno vrednotam, nekdo me rabi, pa sem mu na voljo, ali pa zato se mi to dogaja, ker pač hočem, pa želim ne vem, ljudem kaj dobrega ali pa pomagati. Skratka, da se ne dodatno z neko krivdo, ki je tudi iz istega vira ven, strahu, negotovosti in tega, kako bo, tako da to nekako pomirjam z eno drugo naravnanostjo. Ta krivda je, se mi zdi tak problem, mislim zame je to krivda v smislu, spet primer, zdaj bojo vsi mislili, kako je moja boga hčerka tle nek simbol napora, ampak pač slabo spi, recimo oba z ženo sva utrujena in potem pride tisto lepo jutro zjutraj v soboto, ko imava oba frej, jaz ne dežuram in bova zdaj kao vsak bo malo šel spat, ne, in zdaj jaz recimo po nekem sklepu sem tisti, ki gre prvi spat in potem ležim v postli in 20 minut ne zaspim, pol ure ne zaspim in mene začne to žret, ne, da jaz bi pa mogel zdaj zaspat, da mineta te 2 uri, da gre pol žena čim prej spat, ne, ona je pa tam zdaj boga in utrujena in jaz tudi tako po dežurstvu, kdaj, ko prijem domov, ne, pa sem jaz delal po noč, ona je bila z hčerko po noč, meni je lažje, da gre ona spat, pa sem jaz še 2-3 ure buden, čeprav sem utrujen in pol grem jaz, ker imam imel v glavi, kot da sem zdaj za vse poskrbel. Tako da, pa vem to teorijo, ko smo se pogovarjali, sočutja in tega, ampak jaz s to krivdo, to se pa kar se borim, no, redno. Skozi imam občutek, da bi mogel nekaj več narediti. Tukaj se pridružita nekako težka situacija zdravnika, ki dežura in ima malega otroka. Ker sem imel obdobja, ko sem razmišljal, da nisem niti dovolj dober zdravnik v službi, ker pač tam nekaj govorim, da ne bi manj delal, da bi prišel domov, da bi manj dežuril. Obenem pa nisem dovolj dober doma, ker me vse ni 4-5 krat na mesec 24 ur. In je to ena stvar, ki jo moraš nekako razčistiti, no. In tudi enkrat zavedati, da imaš tudi ti omejeno količino energije in sposobnosti. Sploh pa, da ne moreš biti na 2 lokacijah hkrati. A je še kaj, kar bi tle dodali, pa mogoče, kar bi se dal v krivdi, zdaj tako, da izkoristim kot nasvet, kaj bi lahko naredil na tem področju? Ja, mislim, da je ta občutek krivde ali pa tega, kaj bi moral,
da je to nekaj, kar precej ljudi, sploh v naših poklicih, spremlja. In neka taka usmerjenost v to, da bom za druge poskrbel in da bo v redu. Pa tudi, če meni ni toliko, ali pa če bom jaz malo kasneje na vrsto prišel. En tak razpored prioritet, ki gre včasih v našo, gre lahko kar precej v našo škodo, ali pa se na osnovi tega lahko kar precej iztrošimo. In ni slučajno, da vodimo potem tako imenovanem sindromu izgorelosti oziroma potem neki izčrpanosti zaradi poklicnega delovanja, zaradi profesionalne situacije. In krivda je res en tak obče občutje, ki se zgodi ob tem, ko drugemu ne gre dobro, ko trpi, ko se nekaj zgodi, ko morda celo umre. Je krivda nekaj, kar se v drugem človeku, sploh tistem, ki je tako čuteč, usmerjen na druga, ki je bolj senzitiven za druge ljudi. Tako, in to se mi zdi vredno, da vsak zdravnik, vsak, ki se znajde v takem poklicu, recimo zdravstvenem ali pa kje druge, kjer pomaga drugim, da se s tem sreča, zato ker ne moramo poskrbeti, da bo vsem vedno dobro, oziroma da se ne bi to dogajalo. In ta občutek krivde mora biti nekje, marsikaj od tega seveda iz svojih družin ali pa iz svoje zgodovine vzamemo, da zakaj smo malo bolj v to nagnjeni, ampak v vsakem primeru, ne glede na in zgodovino in sedanjost, je pa nujno, da nekje se s tem srečamo in si damo na določenih točkah tudi odvezo, da tok lahko. In da recimo, če pridem iz dežurstva ali če pridem iz 8 ur intenzivnega dela za to, da bo drugim boljše, da potem, ko grem, da rečem, naredil sem. Zdaj, če me neka skrb za nekoga, ki še ni v redu, za drugega, ki ne spi, za tretjega, ki je mogoče samomoriln, četrtega, ki je poslabšanje bolezni, ne morem več kot tok in si dati neko ontološko odvezo, kako hočeva reči, neko globalno odvezo, nekaj, kar me ne more ta svet odrešiti, ker ljudje me čakajo, ljudje so, njim dobro, tudi popoldne pa po noč. Ja, lahko bi delal še, lahko bi stal z njimi 24 ur, pa tudi verjetno naslednji dan, pa tretji dan, ampak nekje mora biti ta meja in si moraš to odvezo, ki ni od tega sveta, če tako hočem, če tako malo rečem na pol poetično, ampak mora biti pri soočanju s sabo. Pomagamo si lahko, da se o tem pogovarjamo, da tudi kaj preberemo in da si skozi to res lahko odpustimo. To jaz tudi rečem, ko me kdaj vprašajo, težko je s takimi, se tudi ukvarjam z ljudmi, recimo s psihotičnimi motnjami, veliko ljudi je samomorilnih, s katerimi se srečam, veliko ljudi je, ki so v težkih situacijah, v ponavljajoče težkih situacijah in nekje moram ravno tako reči in dati to odvezo si, tudi zato, da konec koncev, da bom lahko naslednji dan ali pa še čez par let delal, pa ne nazadnje, tako kot sva omenila, tudi zaradi mojih bližnjih, pa tistih ljudi okrog mene, ki me tudi rabijo in ki jaz njih rabim, da bom živel lahko en kvaliteten ali pa poln življenje. Ja, res je. Sebi nekako zdrave meje postaviti in si kdaj reči, jaz ta trenutek nimam moči in sposobnosti skrbeti za nekoga drugega. Konec koncev, kot zdravnik, itak že nameniš nekako življenje temu. To sem tudi jaz pogrešal na faksu, da bi imel kakšen predmet, kjer bi se malo ukvarjal tudi s sabo, kot ta prvo pravilo prve pomoči, da poskrbiš za lastno varnost. In tega ni bilo, ker so bili pritiski, a si napisal še članek, a bi še volontiral, a bi šel v tujino, a bi ekstra delal. In so lahko te pritiski kar težki. Čisto za vmes, mogoče, če skoristim, omenili ste ta sindrom izgorelosti. A je to definirana psihiatrična diagnoza oziroma je kakšna definicija tega sindroma? Ker o tem se zelo veliko govori, pa meni se zdi
da je bistvena razlika, ali si ti utrujen po službi ali pa po težkem tednu, ali si recimo izgorel. Ja, torej izgorelost ni kot taka opredeljena duševna motnja ali ločena psihiatrična nozološka kategorija, je pa en prepoznaven sindrom, ki je proniknil tudi v splošno rabo oziroma jezik in pomeni tisto stanje ene popolne izčrpanosti, depresivnosti, kjer ne vidim in ne čutim vse moči, energije, vitalnosti, da bi nadaljeval, da bi se boril za sebe, da bi se nekako z eno perspektivo, z enim optimizmom lotil stvari, ampak me ta prevelika izčrpanost, iztrošenost in depresivnost pravzaprav puščata nemočnega, paraliziranega. Tako da nekako lahko rečemo, da je to najbližje depresivno-anksioznemu stanju zaradi življenja, predvsem zaradi poklicnega življenja. Tako je. Tudi jaz, ko sem enkrat v življenju sem bil res blizu tega med epidemijo in vem, pač velikrat prijem utrujen iz službe, velikrat za vikend tudi delam in sem potem zelo utrujen, ampak takrat pa dejansko sem se spomnil definiciji tudi depresije, ko so prav te kot simptomi značilni in znaki. Recimo to, da ne vidiš več veselja v tem, kar delaš sploh, da se zbudiš utrujen, čeprav si spal, da nekako ne vidiš nobenega pozitivnega izhoda več iz situacije, da te ne veselijo stari hobiji, take, težke zadeve. Ja. In takrat v bistvu je samo pauza mi je pomagala, nič drugega. In dovolj dolga mora biti ta pauza, da ne grem prehiter. Ko se mečkam že boljš počutim, da grem takoj nazaj delati, ampak da res se vrnem nekako v en ravnovesje in da spet... Tukaj sem imel srečo, ker je ta moja mentorica v intenzivni enoti, takrat se spomnim, jaz sem mi v petek pisal, da zdaj pa pač res da mi je res težko. In naslednji teden v sredo sem bil pa razpisan v dežurstvo. In sem rekel, da jaz bi pač ponedeljek, torek vzel, tako da bi imel dejansko sobota, nedelja, ponedeljek, torek frej, kar je bilo ful za tiste čase, ker smo vsi toliko delali. Ker pol sem itak dežuren in kdo bo to vzel, ker vsi toliko delamo. In tako v smislu, kot ste rekel, moram poskrbeti za svoje, imamo zadolžitve in ona mi je rekla pač, da naj kar to menjam oziroma da naj najdem menjavo, ker rabim vsaj res sobota, nedelja, en teden in še sobota, nedelja v kosu, ne tisto eno dežurstvo, da bom spet padel v to miselnost. In to mi je res zelo pomaga. Sem pa delal te tehnike, sploh ta dihanje, pa meni je zelo ljuba drugače pregled telesa. To delam s posnetkom, body scan, tudi veliko posnetkov na YouTubeu in tako je super. In ta točkasta pozornost se mi zdi, da te počas pretenta možgane na nek način. Če nekomu rečeš ne razmišljaj, bo dosti težji, kot če mu rečeš skoncentriraj se samo na koleno in ko pride misel ga pusti in ko se koncentriraš na neko točko, lahko pride ta hiperfokus, ki te ful sprosti. Tako da to sem tudi delal kdaj po noč, takrat, ko sem imel te vrtince v glavi. Tako da greš res ven iz tistih, ker če si daješ nekaj navodila, ki se zaciklajo nazaj, ne misliti na to, boš ravno na tisti mislu, smeri se, skratka, ampak greš pa na neko, in telo je tako dvojno je dobro, kot smo za dihanje prej rekli, po eni strani, zato ker je preusmeritev iz prevelikega tuhtanja misli, ki se ciklajo in krožijo same v sebi, pa še telesen občutek je dejansko pomirjajoč, je stik s lastnim telesom ima ta pomirjajoč učinek, tako da v bistvu preusmeriš pozornost na nekaj, kar pomirja, in to je ta isti, kar poskušam tudi po noči, ko sem omenil, kadar je preveč vsega in kroženja, v bistvu grem v nek varen prostor v svojem telesu, kjer me bo itak mal preusmeril iz prevelik tuhtanja, pa še stik s telesom je pomirjajoč, pa z lastnim dihanjem. Ja, je pa tle ena stvar, ki sem jaz v bistvu priznam, nikoli prej nisem pomislil, dokler nisem bral tega poglavja v tej vaši knjigi, sicer, da imajo nekateri pa do svojega telesa eno tako posebno razmerje, ki ni vedno pozitivno, v bistvu veliko ljudi. In je lahko pri njih pa to problema, glede te meditacije.
Ja, to je dober poudarek. Tudi vmes, ko sem govoril, se mi je to utrnilo, da seveda to ni za vse enako ali pa morda kot nek cilj, ampak na začetku pa se lahko ljudem, nekaterim bolj, nekaterim manj, zaplete prav v tem smislu, ja, da se recimo rečemo, dajte se osredotočiti na dihanje ali pa na body scan, pregled telesa s pozornostjo, pa začutijo malo več tesnobe, ne malo manj. Skratka, se jim malo poslabša, če tako rečem, ali pa poveča stopnjuje ta tesnoba. In zato je več razlogov, ampak največkrat gre za neke izkušnje, ki so pač, da se je probal že tesnobo pomirjati nekako in ga je potem sem še dodatno to iztirilo. Skratka, da je v tem, da ta preusmeritev na telo ni pomenila razbremenitve, ampak se je dodatno, ker če se bom jaz na svoje dihanje, se lahko začnem bati oziroma tuhtati, a prav diham, a v redu diham, kaj pa če ne bom več dihal, ali pa na srce, a pa bo bil, ali ne bo bil, a bo še bil in tako. In to se lahko, ta neka to je hiperpozornost, to ni čuječnost, ampak je tista krčevito opazovanje samega sebe iz strahu. In tega nekateri ljudje ne morejo takoj odpraviti, ne morejo samo s tem, ki se uvedejo v vajo, zato je za njih dobro, da grejo še na bolj preusmeritev pozornosti z gibanjem, recimo s prehodom, z hojo, lahko z neko aktivnostjo, fizično, naj si bo, kaj vem, umivanje, pomivanje, likanje, ročno delo, da se v bistvu ne osredotočajo na sebe, ampak da najprej pomirijo. Ali pa vaje so tudi dobre, ljubeče naklonjenosti, sočutja do sebe in te, ki niso na telesen občutek. Tok, da pomirijo bazo, nivo tesnobe, potem pa lahko se lotijo teh vaj. Te vaje so dobre, tudi za kogarkoli, tudi, kar smo prej rekli, dihanje, pozornost na dihanje, recimo trebušno dihanje, je za vsakega, ampak mogoče ne bojo nekateri ljudje mogli z to vajo začeti, pa je dobro, da z drugimi pa se potem lotijo te. To tukaj pomaga najbrž, če imaš tudi enega učitelja ali pa da te nekdo vodi. Ja, pomaga nekoga, ki je izkušen, malo vprašati, zato da najde eno dobro pot za posameznika do. Ta ljubeča naklonjenost, ki ste omenili, je pa tudi zanimivo. Imate tudi sicer en segment v knjigi, jaz sem prebral eno celo knjigo na to temo, Loving Kindness naslov od Sharon Salzberg, se mi zdi. Ja. In jaz se spomnim, ker sem takrat, jaz sem toliko živel v tej čudetnosti in res se mi je zdelo, da mi je marsikaj rešila v življenju in potem sem pač širil in sem za to ljubečo naklonjenost slišiš se tak mal hipijski slogan, v bistvu, ko prvič prebereš. Jaz vem, da to so v bistvu spet malo drugačne vaje do drugih in do sebe, v bistvu kot nekaj pošiljanje lepih pozitivnih misli. Bral sem tudi veliko placebo efektov, jaz sem vplival možganov na počutje in o tem, kako slabo ločijo, aj neka situacija dejansko prisotna ali jo simuliramo in kako lahko ti, seveda vsi vemo, si simuliraš veliko stresa, tudi po noči posli, ko te nič ne ogroža direktno, lahko obratno si simuliraš ta prijeten občutek, ko vidiš neko lepo gesto ali pa jo narediš ali pa jo nekdo naredi tebi. In vem, da takrat, ko sem to meditiral, sem pa imel, mogoče me ni toliko pomirilo, kot mi je dajal nek občutek sreče, ko sem si te slike v glavi predvajal. Je pa res, da sem jaz to res nisem vadil kot sočutje do sebe takrat, sploh nisem pomislil, to v bistvu dobra praksa in mogoče je to tudi eno odgovorov prej, ko sva govorila na vprašanje, kako prekiniti krivdo, da pač mogoče probaš s to meditacijo. Ampak zdaj, če mogoče se sliši koliko različnih zadev, ki so v bistvu si različne, obstaja in zakaj se v bistvu vašo knjigo, ki ni zelo dolga, vseeno splača brati počasi, se mi zdi. In sploh, ali pa prebrati, potem pa iti čez vaje počasi. Ker ste pa rekel, da lahko preusmeriš pozornost na likanje, na umivanje zob. Eno zanimivo naslov poglavja je prves, ki se imenuje S čokolado do umiritve. A bi mogoče tole malo razdelala. Ja, mogoče velja omeniti, pridemo do čokolade, ki je poznan in priznan antidepresiv in anksiolitik, tako da se bomo
sem to, kar sva omenila, da so različne te vaje, ne? In tudi v knjigi Samoumiritev ali pa tudi na splošno, če se razgledamo po teh metodah, jih je res več. Eno tako osnovno priporočilo je, da človek vse vodijo k istemu cilju, da poskusi pogledati tiste, ki mu odgovarjajo, pol se jih pa drži teh. Tako, a ne, da ne skače iz ene na drugo in proba en dan tako, in da se potem ne ukvarja s tem preveč, ker lepota vaje in učinki niso v tem, da jo začenjam, ampak v tem, da jo nadaljujem pa gojim, tako kot ne vem, igranje tenisa ali pa igranje klavirja postane res lepo šele potem, ko usvojim osnovne. In zdaj, vsaka vaja, pri vsaki vaji se najprej začne z nekimi, ko začnem vaditi, ključno je tako, da jo vadim, vse ostalo je manj pomembno. In ko jo začnem vaditi, te vaje imajo, mogoče za razliko od tenisa in klavirja, manj nekih mogoče tehničnih veščin, pa tako, ki jih je treba usvojiti, je res samo to, da si naredim prostor, pa jo za njo, oziroma vzamem čas za njo. In potem je to, vztrajati in potem da svoje rezultate. Nekateri ljudje tako radi začenjajo in skozi iščejo nekaj novega, ampak to je bolj, ne vem, problem nedoločenega dolg časa v tem smislu, da mi nekaj neprijetno pa želim zapolniti. Tukaj pri teh vajah moram pa vseh, je pa dolg čas samo pokazatelj, da ne vadim dobro, da nisem dosti koncentriran, da nisem dosti v vaji noter, tako da je čez to oviro dolg časa treba iti, ne glede na to, kjera vaja to je. Ja, ker če smo čisto samo pri dihanju, je mogoče razumljivo, da ljudem ni zanimivo najprej, ker jih cel dan stimulira vse mogoče, da je potem spremljanje svojega dihanja nezanimivo. Je pa tako, da s tem vadimo tudi neko pozornost, ki bo mogoče v svetu pol videla kaj več zanimivih zadev, če bomo bolj pozorni na take, bom rekel, mogoče banalne ali kaj, ne posebne, ki so v resnici posebne. Ampak konkretno zdaj pri čokoladi, se pravi, da se zberemo in se je držimo, kako potem to zgleda? Ja, torej vaja s čokolado je pač eden od dobrih in prijetnih načinov, da se tako lahko osredotočimo na po eni strani si vzamemo čas za vajo, da lahko si pripravimo čokolado, se usedemo, rečemo, zdaj bomo nekaj naredili počasnejš, pa bolj z občutkom, pa bolj polno kot sicer. In košček čokolade je lahko en lep primer tega. Po eni strani se osredotočimo torej na vse tisto, kar se nam ob tem, ko damo košček čokolade v usta, zgodi, od prvih vtisov do polnega okusa in do potem počasnega ponikanja v preteklost, če tako rečemo. Skratka, lahko en tak proces enega pojava, ki se zgodi, razvije in odide, spremljamo, vidimo ogromen malenkosti, podrobnosti, ki jih sicer nismo opazili, pa nismo. In te neutralne, do prijetne, tega zelo rabimo v življenju. Zelo nam pride nekako prav in je koristno, če lahko torej tudi prijetne in neutralne stvari doživimo. In košček čokolade je tak lep model, ali kako ćemo reči, lep okvir, znotraj katere lahko to vadimo. Lahko postane en tak mali ritual, ki pomeni eno umiritev, pa en predah od ostalih aktivnosti, tako da je taka. Ja, ker to, kar ste rekel, super, da si vzameš za ta košček čas, ne? Jaz sem si en del iz knjige izpisal, ki mi je bil zelo všeč, in to je: za ustavitev notranjega hitenja in s tem umiritev potrebujemo prazen prostor in malo niča, malo tišine, ki je danes močno podcenjena. In lih, ko smo pri hrani in čokoladi in mogoče čipsu, je
sem pa takrat, ko sem delal ta online tečaj, tudi mindfulness, stress reduction je bila ena zanimiv članek o tem, kako lahko ti se usedeš recimo pred televizijo, pa poješ celo čokolado, pa pol čipsa sklede, ne? In v bistvu nekako iz neke navade zobaš, v zadju imaš malo tega dopamina od sladkorja, ki ti ga se sprošča. V nasprotju s tem, kar ste zdaj rekel, da si res rečeš, da je to kot neka vrsta meditacija, se ne boš vsake tortice tako jedel, no, ampak da se res usedeš in najprej pomisliš, koliko je ta čokolada prepotovala in kakšen procesov je dala čez, da je tukaj pred tabo in kako imaš zdaj čas za njo in si sam in imaš popolnoma funkcionalno centralno živčevje, da lahko in primeš in zaučiješ in začutiš. In je lahko tudi en košček, in jaz sem tudi velika to med gledanjem filma ali karkoli ugotovil, da če si tudi malo bolj pozoren na okus čipsa, lahko ješ enega pa po enega, bistveno počasneje, pa mogoče tudi manj poješ, ker ti pusti več okusa v ustih, ker če je poanta to, da samo žvečiš. Ne? In isto s te meditacije s čajem, ki ste tudi noter imeli. In res to pomirja, ko ustavljaš, raven s tem, ko bolj polno držiš. Prav to je, ne? Tako kot bi se volumen doživljanja povečal. In volumen doživljanja poveča zmanjšanje tesnobe v resnici. Čisto preprosto je to. In tudi ob tem, ko jem čips pred televizijo ali pa kaj drugega, v bistvu delam z določeno tesnobo to, ne. In v bistvu polnem sebe, zato ker je neka napetost, ne. In zdaj, če to naredim na ta način, kot smo rekli, s koščkom čokolade ali pa kakšne druge hrane, enostavno naredim to, da zmanjšam tesnobo in enostavno tudi manj, bolj doživim, zato manj tudi polnem, manj, da se ne zgodi to, kot ljudje poročajo mnogi, da se velike količine hrane lahko skoraj brez zavedanja pojejo. Ne? Ja, en moj primer je bil, smo bili na enem vrtu, smo praznovali nek rojstni dan in moj specialist infektologije je takrat pa praznoval, zdaj se ne spomnim, a je bil lik specialistični izpit ali karkoli in je pač tudi nam natočil neko vino in jaz sem se pogovarjal z enim drugim gostom in pil tisto vino in pa me je on vprašal, a je dobro vino, ne? In jaz sem pomislil pismo, a je dobro, ne? Sej sem ga pil, kot da bi pil, ne vem, neki iz Hoferja ali karkoli, je bil pa nek San Tomas, relativno drag in odličen, neki bi v bistvu si zaslužil, če ne drugega mojo pozornost kot nekdo, ki jaz drugače pač dobro vino imam rad in ga tudi cenim. In takrat sem prav pomislil, če mi on zdaj ne bi rekel, bi še tega pol kozarca spil in ne bi znal niti povedati nič o okusu in je bilo v bistvu nek rekvizit v moji roki je bil, da sem med pogovorom lahko kaj počel. Ja. Ena zelo pomembna stvar, ki sem jo zdaj, če se spet vrnem na to knjigo vašo, prebral sem to en dan, preden sem to zelo, zelo rabil, no, ker sem imel ne vem, kako je lep slovenski izraz, pa v psihiatriji za breakdown, da si... Zlom. Laže kot zlom, ja. En zlom. In to je o upanju. Poglavje o upanju, kjer piše, mogoče bi to celo za uvod že povedal, ampak kakorkoli, brez upanja ni možna sprememba ali razvoj in njegov protipol, se pravi brezup ali pa obup, je pa v jedru številnih duševnih stanj, kot so tesnoba, depresija in psihoza. In jaz ta dan kasneje, ko sem razmišljal, kako bom vse te projekte, ki me čakajo ob tem, da sem neprespan, v bistvu sem zaznal v glavi, da ne vidim več izhoda ven. Da mi v bistvu deluje brezupno in zato sem se zlomil. Ker dokler lahko jaz nekaj naredim in posežem v to, ne, tudi če sem dežuren, pa sem utrujen, pa je 3 ponoči, pa imam mnoga bolnika, ampak jaz lahko dam zdravilo, jaz lahko počnem z njim, mu pomagam, takrat mi gre. Če pa se mi zdi, kot da me je nekdo zvezal in pustil v temi, je pa grozno. No? In takrat sem dojel, da ta brezup je v resnici grozljivo, strašljivo občutek. Kako se lahko takrat spomniš nekako na to, da upanje obstaja, oziroma kako bi se sploh motiviral? Ja, to je, kaj ne rečeva, vprašanje za $1 milijon oziroma vprašanje, ki človeka pesti in ga še bo. Problem obupa je vedno
obup. Je to, da ne vidim, kot sva rekla, izhoda in s tem ene poti ven, in zato tudi dejansko v njem pač obupujem in ne iščem rešitve, oziroma ne iščem izhoda, zato ker ne zgleda sploh verjeten. Ja, nekako so vrata od znotraj zaprta, če tako rečemo, in to je značilno, če se pogovarjaš s človekom, ki je res obupan, ali pa ko smo bili v takem stanju sami, vemo, da takrat krožiš in krožiš in krožiš in nič nikamor ne prevrtaš, nikamor ne prideš. In takrat kaj reči in kaj narediti, da bi se ta žarek upanja, kot rečemo, tako metaforično, kot zelo dejansko v takih stanjih, da pride do enega preboja, do enega preskoka, ne. Lahko pomaga človek, ki mu zaupam, ki mu nekako skoraj malo slepo, ali kako hočemo reči, ker takrat več ne vidim ven, verjamem, da bo in zaupam njegovi besedi, njegovemu vodenju. Lahko pomaga neka tradicija ali nekaj utečenega v družbi, na kar se ponavadi ljudje tudi na neki naslonijo, kar jim je kdaj v življenju prej pomagalo, ali pa nekaj, v kar so kdaj verjeli kot nekaj pomembnega, smiselnega, upanje, navdihujočega. Tako da tudi, če smo s takim človekom, se ga mogoče vprašamo, je kdaj kaj takega bilo, kar bi lahko, ker tudi v tistem samem stanju greš malo na slepo, če tako rečem, ali pa malo na zaupanje, na stare izkušnje. Ali preprosto, da se prepustiš pomoči tistemu, ki ti pride takrat na pot. Nekako Kierkegaard je v tem ogromen pisal v svojem znamenitem delu Bolezen za smrt, ki je pravzaprav knjiga o obupu, in nekako en tak preboj iz tega, ker obup, pravi Kierkegaard, je vedno na točki, ko sam doživim, da je nekaj, kar sem izgubil za mene tako pomembnega, da ne morem živeti brez tega, ne? In se nekako stalno vračam v to izgubo in ne morem iz tega ven. In da moram prav ta krog razkleniti in začeti prebiti v nekaj, kar gre izven tega, izven te vase usmerjene in v sebi krožeče izgube. In to skok vere je neka njegova, neka vera, ki preskoči iz tega samokroženega ven. Vera seveda v najširšem smislu. Vera v nekaj, kar je za mene smiselnega in vrednega in tako. Ja. No, evo, mislim, kar je meni takrat pomaga, 3 stvari, ki mislim, da ste čisto vse zdaj omenil. Ena je žena, ki se mi zaupal, povedal vse, kar me skrbi, razložil zelo natančno, da mi ne bo uspelo in da karkoli bo rekla, nima nobenega smisla, ker je že izgubljena bitka. No, njen v bistvu objem, pa niti ne toliko, da bi me zdaj začela razlagati, ampak bolj to, da je poslušala in nekako mi dala vedeti, da verjame vame. Druga stvar je pa to, nekaj, kar sem že dal čez. Jaz si to tudi kdaj, ko ne spim, pa se sekiram, kako bom jutri, a bom sploh še kdaj naspan te katastrofalne misli, si rečem, to sem dal že čez in vedno je bilo vse v redu. Mogoče sem funkcioniral suboptimalno, mogoče sem kaj pozabil, pač glava me je bolela, nisem se počutil odlično, ampak vedno je kasneje prišla neka točka, ko sem se super počutil in ko sem bil tudi naspan. In tudi velikrat sem že imel en zelo naporen teden, velikrat sem imel veliko projektov, ki so potem nekako minili in sem se spet znašel nenadoma v lepših časih, ker pač eni časi so težji in drugi lažji. Tretja stvar je pa to, kar tudi čuječno zelo uči, je, da stvari minevajo. In to, kdaj kdo jemlje kot depresivno, zdaj dobri stari časi, pa čaka nas prihodnost, smrt in tako. Ampak mislim, da to, da stvari minevajo, je pač ena krasna zadeva za zavedati se. In recimo, če imam zdaj 4 stvari v tem tednu in sem že v osnovi neprespan, ne glede na to, kako bo to šlo in koliko bo to naporno in koliko jaz mislim, da mi ne bo ratal. Konec koncev, tudi če mi vsi projekti padejo v vodo, pa slabo nastopam, pa kaj pozabim, bom čez 7 dni, bo pač naslednji teden mimo in nekako stvari bojo tudi prepuščene same sebi, nekako šle mimo slej ko prej, tudi neprijetne.
veliko se tega minevanja spomnimo, se mi zdi na morju, tako joj, sam še 2 dni, pa joj, sam še 3 dni, pa manj uživaš v situaciji, ker se bojiš, da bo prehiter konc. Ko so pa stvari težke, se ti pa zdi, da bojo zavedno trajale in to je nekaj, kar se je fajn spominjati samega sebe. Da zdaj mi je težko, ampak to je ta trenutna izkušnja. Pač jutri po jutrišnjem, čez 5-6 dni mi pa ne bo. In to tudi kot starši vsi govorijo, vse bo minil, kar je ni tako zelo dobra tolažba, kot če ti nekdo reče v gužvi, vse bo minil čez 20 minut, je drugače, kot če ti reče, vse bo minil čez par let, ampak bo minil vse. Ampak to je ena zelo, zelo temeljna stvar, se zelo strinjam, da je čas v obupu stoji in ne samo stoji, občutek je večnosti, zastav je za večno, in ravno katerkoli, vse takrat ne moš verjeti, da bo minil, ker če ne, nisi obupan do konca, si že mal ven ali pa še nisi čist noter, ampak da pa nekje se pa na neke stvari nasloniš ali v svojem življenju, da sem šel skozi, da sem bil v takem stanju že, to velikrat lahko pomaga, tudi ko sem čist noter, ampak se spomnim, bil pa sem že tudi, tako da nekje najdem ene vzvode, da vendarle minevajo, da ne smeš preveč to lahkotno drugmu govoriti, ki je obupan, da bo minil, in to takrat res ne pomaga, kvečem razjezi tistega človeka, ki je v tem, ampak nekje pa vsem vedeti, da je to njegov problem, ali pa moj, če sem obupan, da imam občutek, da sem zastal, da sem v nekem večnem ponavljajočem zdaj. Ja, to je super misel, v bistvu, da v obupu čas stoji. Jaz vem, to tako, v teh situacijah, ko sem imel najhujše tesnobe, se mi je zdelo, da se čas nikamor ne bo premaknil nikoli več. Lepe stvari minejo. Dobro, tudi če so lih pri tem, da lepe stvari minejo, zdaj se pogovarjava približno 1 uro, tako da mogoče tudi, če narediva nek zaključek, če se strinjate, ali še kaj tega, kar bi odprl, mogoče jaz sem tudi mogoče kaj iz knjige, ali pa čistko, da bi bilo fajn še omeniti. Ena misel me je prej še me spremlja, ko sva rekla o tem, da se ni preveč ozirati na to, ko vadimo, če nam kdaj ne gre, če se ne počutimo najboljš, če imamo občutek, da smo slabo meditirali oziroma vadili čuječnost, tudi ko sva o ponavljajočih govorila stanjih, to je eno dejstvo, da stvari nihajo in lahko en tak zaplet, pravzaprav, ki si ga sam nekako povzročim, če se sam na to usmerim, da mora biti vedno prijetno, in če se bom pa usedel in začel vaditi, pa se mora vse razrešvati, ni nujno. Lahko se takrat pokaže, da sem pa res utrujen, pa izčrpan, lahko se pokaže, da sem tesnoben in kaj. Ampak takrat se mi pokaže, pa tudi naprej, bistvo pravzaprav čuječnosti je to, da spremlja, kaj se dogaja. In dogajajo se prijetne in neprijetne stanja. Vsa minejo, kot sva rekla, fajn je, če vidim, da vsa minejo in da nisem preveč obupan, ne v to, da bodo slaba ostala, ne v to, da se dobra nojo vrnila, ampak da to spremljam in da ne nastavim letvice previsok, kaj je v redu, ker pa sem skozi ne v redu. To je, in to se mi zdi vredno, tudi da človek ve, ko se tega loti, to ni gojen, to ni, da se moram vsakič počutiti dobro, ampak to je, da se naučim prehajati med temi stanji in znati plavati v njih, dobrih in slabih, čim boljš. Ja, res je, to sem nekaj prebral, da dobra meditacija je tista, ki si jo naredil, slaba pa tista, ki si jo izpustil. Edini kriterij. Ja, super. Lejte, še enkrat, meni je res bilo veselje, tole knjigo Samoumiritev, jaz res tudi zelo lepo predlagam, tudi so fajn primer ene male knjige, ki se bere zelo dolgo. Bi pa tle izkoristil, pa še vas vprašal za recimo eno priporočilo. Eno knjigo recimo, ki vam pade v glavo na teme, ki sva jih zdaj obravnavala, od nekak sprostitev do
sočutja, zdaj največ sem vam dal zelo težko nalogo, da tako na hitro ste jih največ ogromno prebral, ne? Ampak recimo pride mi na misel in priporočam ljudem, ki jih te teme malo bolj so zintrigirale ali pa jih zanimajo, knjigo Pot pozornosti Primoža Pečenka. Pa tudi Bhagavad Gita, ne, ena staroindijska pesnitev, ki jo je Vlasta pa Heiner Klander prevedla v slovenščino, tudi en tak lep primer enega razmisleka v življenju z drugega konca. Torej, Pot pozornosti je en lep uvod izkušenega človeka, kaj je v ozadju te modrosti budistične, ki je v ozadju tudi čuječnosti. Bhagavad Gita pa en mal drugačen, ampak z skupnimi jedri na lep primer pesnitve, torej literature, ki prinaša modrost. Ti dve mi zdaj prideta na misel. Hvala in super, da to preden jaz obdelam in objavim, imam dosti časa, da jih tudi naročim, preden jih zmanjka, kar se mi kdaj, kaj priporočam, tudi zgodi, vašo pa na srečo že imam. No. Tako da, hvala profesor Škodlar za čas, to res zelo cenim ta pogovor. No. Ja, hvala, bil je prijeten in bogat pogovor. Ja, in bom z veseljem ga še večkrat poslušal in hvala vsem tudi, ki ga poslušate z nami. Upam, da boste čim več odnesli od tega in da boste mogoče predvsem odnesli, da nič ne gre na hitro in obenem pa tudi vse mine. Tako da, dokler ni brez upa in obupa, se mislim, da vse da. Tako da, lep pozdrav tudi vsem ostalim in imejte še prekrasen in čudovit preostanek dne.